Dober dan, lepo pozdravljam vse, ki ste se udeležili te predstavitve. Naša današnja tema je dobro staranje. Naša današnja tema je dobro staranje, kakovostno staranje, blagostanje starejših. In bi najprej, če niste še slišali, vseh lepo pozdravila. Potem pa bi predstavila naše današnje sogovornike, ki prihajajo vsi iz Univerze v Ljubljani. Doktor Slabe prihaja z zdravstvene fakultete in se ukvarja z raziskovanjem zdravstvene pismenosti, prve pomoči, zelo širok krog njegovega znanja. Nam bo kasneje v pogovoru omogočil vpogled v dejavnosti na zdravstveni fakulteti in staranju. Drugi naš sogovornik je doktor Grdina, ki se ukvarja z podobami staranja in starosti, starizmom, in upam, da nam bo kaj povedal o svoji zadnji raziskavi, tudi doktorski disertaciji o podobah starosti in staranja v medijih. In tretji naš sogovornik je doktor Stegu, ki prihaja iz Teološke fakultete in se ukvarja z duhovnostjo v starosti in z izzivi, ki se postavljajo pred nas, ki doživljamo starost kot zelo, zelo dolgo kronološko obdobje. Še nikoli doslej v zgodovini človeštva, kolikor mi poznamo, se toliko ljudi ni tako dolgo staralo. Mi, ko se začnemo starati, tam nekje pri 60 letih, lahko pričakujemo še 30 let življenja ali še več. Če se spomnimo na našega Borisa Pahorja pri 107 letih ali na druge starejše ljudi, ki jih poznamo pri 110 letih, in še vedno lahko ustvarjajo, še vedno pišejo, še vedno berejo, še vedno so spodbuda v svojem okolju. Naj tu omenim samo našo znano igralko, gospo Mežan, ki je v domu starejših, ampak ona je še vedno vir veselja, zadovoljstva za vse ljudi, ki so okrog nje. Tako da naš današnji pogovor bo tekel, da imamo neko rdečo nit, bo tekel okrog knjige, ki je nastala v zelo veliki skupini. In lepo pozdravljam tudi avtorje, ki ste danes tukaj z nami. Pri nastajanju je sodelovalo 22 avtorjev iz različnih okolij, iz Kopra. Tu je z nami sourednica, ki prihaja z Univerze na Primorskem, z Pedagoške fakultete v Kopru. Naslov je Starajoči se človek, in to namerno, zato ker se človek kot bitje v tem našem kulturnem okolju stara. In mi se vsi sprašujemo, kako se stara in kaj lahko mi kot znanstveniki, kot raziskovalci naredimo za to, da bi staranje bilo čim boljše, da bi se dobro starali. Mi si želimo, da bi bilo staranje zdravo in da bi bilo čim bolj bogato. Zato so ti izzivi, o katerih bomo danes govorili, tako zelo zanimivi. Naj tu še povem, da bomo rade volje sprejeli tudi vsa vprašanja, ki bodo potem naslovljena na sodelujoče ali pa na druge avtorje, ki so tu prisotni. Na Univerzi v Ljubljani, ker vsi prihajamo z Univerze v Ljubljani, nastaja gibanje Starosti prijazna univerza in se je oblikovala Modra fakulteta, kjer smo vsi tudi učitelji. Tako da lepo vabim, da pogledate spletno stran tudi Modre fakultete. Univerza namreč želi, da se odpirajo pogovori o staranju, želi, da se znanje hitro prenaša, predvsem z namenom, da je to obdobje čim bolj kakovostno. Tako da ne bomo predolgi, dajmo kar začeti s pogovorom. Jaz predlagam mogoče s prvim vprašanjem za naše goste. A začnemo kar po vrsti? Potem pa mogoče vprašanje v zvezi z zdravstveno pismenostjo, z izobraževanjem za prvo pomoč. Tako nenavadno je ponavadi, ker tudi mi imamo veliko stereotipov in si rečemo, zakaj bi se starejši ljudje učili prve pomoči, saj smo to naredili na šoferskem izpitu, potem pa ni treba več.
se pravi, že v odraslosti ni treba več, kaj je šele po 65, da bi se učili o prvi pomoči. Tako da jaz vas prosim, doktor Stegu, mogoče, da nam odprete ta stereotip, se opravičujem, doktor Slabe, da nam odprete ta stereotip. Ja, lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Ena večja raziskava na reprezentativnem vzorcu odrasle slovenske populacije je pokazala, da so v bistvu starostniki v Sloveniji na nek način diskriminirana skupina, kar se tiče usposabljanj iz prve pomoči. Pač dejstva so znana, živimo v družbi, ki se stara, se pravi, življenjska doba se, lahko bi rekel, kar radikalno podaljšuje, kar je bilo že izpostavljeno, in različne stroke si prizadevajo, da bi to življenje starostnikov bilo čim dlje časa, čim bolj aktivno, seveda to pa pomeni tudi tveganje za poškodbe, za bolezni. Tako da mi smo en tak prvi eksperiment naredili že pred 10 leti v Škofji Loki, kjer smo se povezali z Škofjeloškim Rdečim križem in v eni taki skupini za samo pomoč ponudili se pravi srečanje, v bistvu paket 3 srečanj, na katerem smo bile so same udeleženke, ampak se pravi povprečna starost okrog 80 let, ker smo jih seznanili, šli skozi te temeljne postopke oživljanja, pač druge še nekatere take pogostejše poškodbe, in smo bili presenečeni, pri nekaterih postopkih je bilo več težav zaradi oviranosti v gibanju, ampak na primer to, kar nas je na nek način presenetilo, je, da kako hitro so se spoprijatilile te udeleženke z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem. Seveda smo to evalvirali in izkušnja je bila za vse izjemno pozitivna, tako da nas je spodbudilo, da smo to začeli pač delati na tem naprej, raziskovati in tudi pripravili potem, pred 2 leti, projekt TPO Star 112, pač v okviru katerega smo 25-26 starostnikov na področju Ljubljane usposobili prav iz temeljnih postopkov oživljanja, in sicer po principu, da so se že med samim tečajem pomagali z napotki, ki jih dobijo pač preko regijskega centra za obveščanja. Se pravi, ta del so pa naštudirali in dejansko, bom rekel, igrali ali pa bili v pomoč naši študenti. Izkušnja tega projekta je bila tudi zelo pozitivna. Mi smo, se pravi, z večjih vidikov, na eni strani so se študenti tukaj vključili in tudi o tem je govora tudi v učbeniku oziroma v knjigi, ki stoji tukaj pred nami, o teh izkušnjah. Se pravi, študente smo 3 različnih fakultet, zdravstvene, medicinske in filozofske, so se povezali in pripravili, najprej seveda ugotavljali potrebe po tovrstnem usposabljanju, izobraževanju starostnikov, kakšne so njihove želje, kakšna so njihova pričakovanja. Na tej osnovi potem naredili tudi ta načrt, program usposabljanja, ga potem izvedli, sproti evalvirali in kot sem rekel, izkušnja je bila izjemno pozitivna, verjetno tudi zaradi tega, ker so te starostniki, povprečna starost je bila nekaj čez 70 let, 71 let, imeli že na samem tečaju možnost, se pravi, te podpore, tega suporta dispečerja oziroma operaterja v regijskem centru za obveščanje, kot sem pa rekel, to so naštudirali in potem simulirali naši študenti. In tudi tuje raziskave so pokazale, da lahko starostniki izvajajo temeljne postopke oživljanja, da so motivirani, da se jih da usposobiti in da je v bistvu kakovost izvajanja zlasti stisko prsnega koša. Tukaj imajo lahko starostniki malo težav, predvsem v smislu zadostne globine izvajanja stisko, ki mora biti 5 do 6 centimetrov, ampak da ni pravzaprav dramatične razlike v učinkovitosti med tistimi, ki so bili na tečaju, pa so potem primorani sami na primer neki situaciji oživljati, ali pa nekdo, ki sploh ni bil na tečaju, pa ima to podporo operaterja oziroma zdravstvenega dispečerja.
Se pravi, tehnologija nam je zelo v pomoč, ne, tudi pri nudenju prve pomoči, ampak zelo pomembno je, da si upamo, da poiščemo tudi neko znanje. In naše naslednje vprašanje mogoče doktorju Grdini v zvezi z stereotipi, v zvezi s predsodki, je vprašanje, zakaj se tako zelo upiramo nekim novim možnostim. Starost je namreč obdobje, ki se giblje med močjo in med krhkostjo. Telesa pešajo, ampak to še ne pomeni, da ne zmoremo nečesa, to še ne pomeni, da svojega duha ne razvijamo. Kaj se nam dogaja s stereotipi, s predsodki, zakaj nas tako omejijo? Najlepša hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Stereotipi in predsodki na področju staranja so neka stvar, za katero vemo, da obstaja že precej dolgo časa. Nanje je recimo opozarjala že Simone de Beauvoir leta 1970 v svoji knjigi Starost. Še enem pomembnem delu, ki je bilo skoraj 50 let praktično spregledano. In recimo tam opaža ta pravzaprav stereotip, o katerem je tudi kolega govoril, se pravi, da se starega psa ne da naučiti novih trikov. In on recimo tam da času primeren, kako so pravzaprav kako so prenavljali javni transportni sistem, mogli voznike tramvajev prekvalificirati v voznike avtobusov. In pravzaprav v nasprotju s tem stereotipom so ugotovili, da so tudi starejši vozniki lahko pravzaprav, mislim, da večina, nekaj čez 95% starejših voznikov se je uspešno prekvalificirala v voznike avtobusov, s to razliko, da je en del, približno 1/3 teh voznikov, za to prekvalifikacijo potrebovala od 1 do 4 tednov več kot recimo mlajši kolegi. Se pravi, če smo nekoliko bolj potrpežljivi, če se stvari lotimo nekako počasi, lahko tudi stari ljudje dosežejo praktično tudi po moje najnovejše tehnološke recimo naprave, kot smo slišali na primeru recimo zdajle teh avtomatskih defibrilatorjev. Še en tak zanimiv primer je, ko so merili delovno uspešnost med starimi, in prve študije so kazale, da so stari ljudje nekoliko manj delovno uspešni v nekih delovnih okoljih, ampak ko so to merili v laboratorijskem okolju in so lahko kontrolirali dejavnike, kot so šum, glasnost in podobne stvari, so ugotovili, da so starostne razlike recimo izginile. Torej, stari delavci so bili manj učinkoviti zato, ker mogoče prvič niso slišali navodila in jim ga je bilo treba bolj na glas povedati. Mogoče drugič niso slišali zato, ker so težje recimo se osredotočili na glas enega človeka v sobi polnih hrupa. In ko so jih dali v sobo, kjer teh motečih dejavnikov ni bilo, njihova delovna aktivnost ni bila nič slabša, pravzaprav celo pri nekaterih opravilih, ki sicer niso zahtevala neke zelo močne spretnosti pa hitrosti, so bili celo bolj učinkoviti kot mlajši delavci. Na področju prodaje je človek z dolgoletnimi izkušnjami tisti, ki ti bo bolj verjetno prodal avto, sesalec, neko napravo, kot nek recimo mlad prodajalec, ki teh izkušenj nima. In to so recimo samo nekateri od primerov, ki kažejo pravzaprav, da ovira v starosti ni starost sama, ampak naš odnos do starosti. In ta naš odnos do starosti je pravzaprav v veliki meri pogojen s starizmom, ki je v naši družbi še vedno precej razširjena. Recimo javnomnenjska raziskava, Evropska družboslovna raziskava, ki je 2008 merila starizem, je ugotovila, da je v Evropi starizem bolj razširjen kot recimo seksizem in rasizem. Ker je tukaj mogoče zanimivo ob tem dodati,
da je definicija starizma, ne, izhaja iz leta 1969. Prvi je starizem definiral Robert Neil Butler in ga je definiral kot stereotipi in predsodki ene starostne skupine do druge starostne skupine. Ne, ker pomeni, da je v bistvu ta definicija starizma kot starostne diskriminacije je samo eno leto mlajša od definicije seksizma, od definicije rasizma. Ampak seksizem in rasizem ne so v drugi polovici 20. stoletja problematizirala razna družbena gibanja in z veliko truda in z veliko energije, ne, so se začele recimo situacija na teh dveh področjih zmanjševati. Medtem ko starizem je bil pa tak, je nekako padel skozi v določeni meri, ni bil tako zelo prepoznan kot problem, ne, in v bistvu šele danes, zares mogoče zadnjih nekaj let, bolj intenzivno opozarjamo na ta problem, evo tudi z recimo učbeniki, ne, kot je ta, ki pravzaprav služijo in mislim, da nadaljujejo misijo Simone de Beauvoir iz leta 1970, ko je rekla, treba je razbiti tišino molka, ne, o situaciji, v kateri so se znašli stari. In to je veljalo takrat in to se mi zdi, da velja še danes. Hvala lepa za te besede o starizmu. Mislim, da se moramo več pogovarjati o tem problemu, zato tudi hvala založbi, da je izdala ta učbenik, ki je prvi visokošolski učbenik z področja izobraževanja starejših. To področje imenujemo včasih geragogika v slovenščini, v angleščini se pa pojavljajo drugačni izrazi. Ampak ob tem, kar je bilo zdaj poudarjeno v zvezi s starizmom, naj rečemo, da na univerzi v Stanfordu, kjer imajo center za raziskovanje starejših, so oblikovali nov zemljevid življenja. Nov zemljevid življenja, torej ne samo starosti in razumevanja starosti, ampak s tako dolgim obdobjem starosti se celo življenje spreminja. Ker če ti pričakuješ 90 let, potem tudi svojo mlado dobo drugače načrtuješ, kot si jo, ko si pričakoval 50 let. In zelo zanimivo pri problemih starizma je to, da imamo na primer v zvezi z mladostjo in otroštvom zelo veliko besed, s katerimi poimenujemo obdobja detinjstvo, otroštvo, prehod v odraslost, mlada doba in tako naprej. Za starost imamo pa 2, 3 in še od teh 3 sta 2 že označena z nekoliko pejorativnim pomenom. Tako da na vseh področjih je veliko izzivov, na področju filozofije, lingvistike, medicine, zdravja. In ravno tako tudi na področju duhovnosti, ne, se to pojavlja kot novo vprašanje in mogoče bi nam povedali kaj o vaših spoznanjih o duhovnosti v starosti. Ja, dober dan. Hvala za vprašanje, hvala za to priložnost. Prihajam s Teološke fakultete in smo zelo veseli, da smo lahko tudi sodelovali v tem učbeniku, bi rekel, z našega zornega kota, ne. To se pravi, Teološka fakulteta nekaj tradicionalno se ukvarja z raziskovanjem vere, religije, vendar ne samo v, bi rekel, tem transcendentnem smislu, ne. Vsekakor duhovnost, kot jo razumemo danes, je eno večpomensko področje, ne, na katero lahko gledamo z zelo različnih zornih kotov in se zdi, da posebej v tem starostnem obdobju, starosti, prihajajo na površje nekatera področja oziroma izzivi vprašanja človekovega življenja, ki so morda prej v drugih življenjskih obdobjih nekoliko postavljena na stran, ne, postavljena na stranski tir, kot so vprašanja samega smisla človekovega obstoja, ne, samega smisla bivanja, končnosti in seveda tudi vprašanja smrti, ne, ker če si verjetno v mlajših obdobjih lahko nekoliko se umaknemo v karierne izzive na druga področja življenja, vzgojo, otroke in tako naprej, se zdi, da je to obdobje starost posebej primerno in imamo dodatne spodbude za to,
da se zopet soočimo s vprašanji, ki so morda v nekih srednjih življenjskih obdobjih zapostavljena, zato ker se mi zdijo romantična, mogoče s tem smo se ukvarjali v srednji šoli, ko smo pisali, ne vem, pesmi in podobno, zdaj pa to ni aktualno, ker imamo druge odgovornosti, ki so večje. No in starost je vsekakor neko obdobje, ko se lahko spet soočimo s temi vprašanji, ki so bistvena, ne? Ker če je vprašanje smrti postavljeno vedno v ozadje, smrt pa se vedno bliža, ne? Dejstvo je koncu koncev najbolj gotovo dejstvo življenja vsakega človeka je, da se bo to življenje končalo. Zdaj, vse to staranje, ki je v zadnjem obdobju vse daljše obdobje, seveda se, če mi ignoriramo ta izziv smrti, lahko preživlja zelo težko, ne? Ker smrt se bliža in če nimam odgovora, če ne iščem odgovora na smiselnost mojega bivanja, potem je lahko stiska takega človeka precej velika. No, to vemo, opazujemo in po drugi strani, ne, če se ljudje soočamo s tem vprašanjem, če iščemo odgovore, pa ne mislim zdaj samo v religioznem kontekstu, ne, ker duhovnost že dolgo ni več razumljena samo kot domena religij, kot je bilo do nedavno, ampak če se s temi vprašanji, ki so recimo tipično duhovna, kot je smiselnost, ne, smisel mojega bivanja, smisel odnosov, narava mojih odnosov do, se pravi, sveta, do samega sebe, ne, kakšen smisel ima moje življenje, da si upam lastno življenjsko zgodbo morda v starosti pogledati kot eno celoto in dati jo osvetliti, mogoče iz tega zornega kota starega človeka in se spraševati o smislu in o končnosti, potem je to staranje, kot vidimo, lahko mnogo bolj zadovoljno in je mnogo bolj, recimo, kakovostno, kot če so ta vprašanja, ki so bila postavljena na stranski tir, zanemarjena. Torej, vsekakor pa tudi to področje rasti v duhovnosti je neko področje, ki se razvija v različnih okoljih, ne samo na področju religijskih skupnosti. Vidimo, da je to področje, ki raste in omogoča, oziroma smo veseli, da se tudi znotraj univerze ali pa znotraj fakultete na nek ne samo religiozni način soočamo s temi vprašanji, ki so mogoče bivanjska vprašanja. Hvala lepa. Kot vidite, imamo tu predstavnike treh najbolj obsežnih področij raziskovanja. Prvo je zdravje, zdravstvo, medicina, naravoslovni del raziskovanja starosti in staranja. Drugi je sociološki, družboslovni pristop k proučevanju staranja in tretji je filozofski, eksistencialni pristop k staranju. In na vse tri načine je dobro misliti o staranju, zato ker se v našem okolju prevečkrat pojavi samo ta način razmišljanja o zadnjih 5 letih življenja, ko smo nemočni, bolni, ko ne zmoremo več samostojno živeti. Premalo pa mislimo o ostalih delih, se pravi iz sociološkega zornega kota, iz zornega kota zmožnosti, kaj telo zmore še tudi po 60 letih. In zato je zelo dobro razmisliti, mogoče če vam postavim ponovno vprašanje, tudi glede na to, kar ste raziskovali in študenti pripravljali, kako zelo pomembno je ljudi ozaveščati o prehodu v starost, o skrbi za zdravje, o preventivi, o vsem tem, kar smo še zmožni, ob zavedanju seveda, da imamo tudi upad nekaterih zmožnosti. Ja, seveda ti vidiki so pomembni, zlasti z tega vidika, da ne gre samo za nizanje nekih informacij, ampak da gre tudi za razumevanje pač nekih sporočil za povezovanje, ne, kako razviti pač ali pa ohraniti ali pa krepiti nek zdrav življenjski slog, ne. Zdaj to, kar je moje ožje področje, je seveda takrat, ko gre nekaj narobe. Zdaj, ko pride do neke poškodbe, ko nekdo nenadoma zboli, ne, in tudi to je neobhoden del staranja. To potegne za sabo in vemo, na primer, iz določenih primerih je ta reakcija
prisotnih, ne, ko nekdo nenadoma zboli, če izpostavim samo akutno možgansko kap, ne, če nekdo prepozna te simptome in pravočasno pač reagira na tiste osnov. V prvi pomoči ne gre za neke zelo zapletene postopke, gre za preproste postopke, ki so se pač pokazali, ne, in tudi seveda znanstveno dokaz temeljijo zdaj v sodobnem času na znanstvenih dokazih, da so učinkoviti, a ne, da te postopke tisti, ki se znajde v bolniku ali poškodovancu, pač izvede, se pravi, prvo je prepoznava, potem da izvede tiste nujne ukrepe in predvsem, da pokliče številko 112. Torej, a ne, če je to v pravem času, lahko je izid zdravljenja potem zelo ugoden, a ne, in je kakovost življenja, naprimer po ishemični možganski kapi, lahko povsem identična kot pred tem nenadnim zdravstvenim zapletom. Seveda lahko pa pride tudi do, a ne, če se ta čas ne ujame, tisto obdobje okna, 4 ure in pol, je zdaj to obdobje okna, ko je možno ta, a ne, strdek v določenih primerih še stopiti. Če se ta čas zamudi, pa to pomeni potem neko drugo, pač nekaj drugega. Ne? In v okviru projekta, ki sem ga že omenil, smo v bistvu, naprimer, eno od stvari, ki smo jo tudi noter vključili, je, da smo starostnike, pač tiste, ki so bili sodelujoči, usposobili za uporabo funkcije, se pravi, prostoročnega telefoniranja. Že tuji raziskovalci so opozorili, da to, a ne, lahko dela problem, mi smo pa to vključili, tako da ena prvih stvari, ki smo jih naučili, je, da so na svojem mobilnem telefonu znali uporabiti to funkcijo, ne, da so potem lahko v bistvu sploh izvajali te postopke tam na modelih. Naprimer, to je en tak primer. Ne. In tukaj, se pravi, ta naša ideja temelji tudi ali pa to naše delo tudi na spoznanju, da večina teh nenadnih zdravstvenih zapletov, kot je na primer huda prstna bolečina ali pa tudi možganska kap, zlasti pa tukaj so podatki za hudo prstno bolečino, se pravi v bistvu za srčno kap, bi lahko rekel, ne, da ta nenaden zaplet praviloma nastane, se pravi, ni nujno povezan z fizičnim naporom, tudi tako ob mirovanju, ampak v večini primerov se to zgodi ob prisotnosti še koga. In tukaj pa pomemben ta, bom rekel, pa tudi solidarnostni vidik, ne, da si ljudje tudi v zdravstveni stiski pomagamo med seboj in tudi starostniki. Pa še mogoče en vidik bi tukaj izpostavil, ko smo delali na primer te pogovore, intervjuje s starostniki, ko smo preverjali tudi njihovo motivacijo za učenje, na primer prve pomoči, ne, smo zelo hitro ugotovili, da so neizčrpen vir nekih zelo zanimivih zgodb, ne, primerov življenjskih izkušenj. Seveda dostikrat nas je to malo odpeljalo od tistega glavnega fokusa, ampak hkrati pa je, a ne, to zanimivo, a ne, poslušati tudi to paleto nekih doktrinarnih pristopov, a ne, ki so jih, ker to, kar je skupno, naprimer, če gledamo razvoj doktrine prve pomoči, a ne, da že v pradavnini, že Margaret Mead je odkrila, postavila na osnovi odkritja imobiliziranega okostja oziroma imobilizirane stegnenice več tisoč let starega okostja, ki je bilo imobilizirano, ne, ona je celo postavila, da je v bistvu neko tezo, da je to, ko je človek začel skrbeti za drugega, se pravi tudi nuditi prvo pomoč, ne, da to v bistvu pomeni pač nek pomemben razvoj, preskok v razvoju pač človeške družbe. Tako da znanje, ki ga imamo v stroki in znanje, ki prehaja k starejšim ljudem, je izredno pomembno za dobro življenje. Mogoče v zvezi s starizmom naslednje vprašanje, ki se povezuje tudi s soočanjem z raznimi institucijami. Vi pišete tudi v učbeniku o institucionalnem starizmu. Kako bi to pojasnili in na kaj moramo biti pozorni, da ne bomo sami kot izobraževalci, zdravstveni delavci zapadli v institucionalni starizem? Ok, najlepša hvala. Se pravi, ne, mi, ko govorimo o starizmu, včasih ločimo različne tipe starizma, ne, in recimo najbolj očiten in najpogostejši starizem je tak, ki ga razumemo na individualni ravni, se pravi, to so moja prepričanja, moj odnos, moji predsodki, moj način vedenja do in v zvezi s starimi, ne. Potem pa ne, imamo še institucionalni starizem, ne, ki pa govori pravzaprav o nekih institucionalnih pravilih,
ki diskriminirajo recimo stare ljudi. Tak zelo recimo očiten primer institucionalnega starizma je recimo prisilno upokojevanje ob določeni starosti, ne. Namreč starost je izjemno slab indikator za karkoli, zares. Starost je tako kot čas. Čas sam po sebi ne povzroča ničesar. Se pa znotraj časa in časovnega poteka dogajajo skoraj da vse spremembe. Ne? Ker hočem reči to, da recimo na to je v Sloveniji opozarjal, mislim, da Vid Pečjak, ki je sam recimo izkusil to, ko so ga pravzaprav na podlagi starosti prisilno upokojili, pri čemer je ugotavljal, študentje bolj prihajajo na moja predavanja, kot so včasih, več imam gostujočih predavanj v tujini, pišem več, kot sem kadarkoli, vi me pa zdaj upokojujete. Se pravi, tukaj je en tak primer institucionalnega starizma. Drug recimo primer, ki ga lahko najdemo, recimo je cel kup lahko problematičnih praks tudi znotraj zdravstva in zdravstvenega sistema. Mislim, da se to v zadnjem času se izboljšuje, pa vendar so recimo tuje raziskave, ki kažejo, da so recimo stari ljudje deležni manj pozornosti zdravnika, da si recimo medicinske sestre recimo redkeje zapomnijo njihova imena, da se z njimi redkeje šalijo. V primeru kakšnih psiholoških težav so redkeje kot mladi napoteni k recimo psihiatru in recimo uporaba preveč ali pa premalo zdravil je v institucijah socialnega varstva zelo dobro dokumentirana. Tako da recimo to so vse neke prakse, kjer se sicer prepleta ta individualni in institucionalni se pravi starizem. Po eni strani recimo je že to, da imamo zdravstveni sistem, ki favorizira recimo drage zdravstvene posege pred recimo časom za obravnavo, pred recimo razvojem geriatrije, ki je recimo časovno zahtevna, ne potrebuje pa nujno vedno vseh teh recimo dragih zdravstvenih naprav za diagnostiko. In to, da recimo je v Sloveniji geriatrija pravzaprav eno od spet pozabljenih področji znotraj medicine, spet recimo govori točno o tem institucionalnem recimo starizmu. Hvala lepa. In naslednje vprašanje še na tretje področje, filozofsko področje, duhovno področje. Vi v knjigi, v učbeniku pišete tudi o metodah, kako razvijati duhovnost, kako pristopati. In v Sloveniji imamo že kar razvit en pristop duhovnih spremljevalcev, ker jih tudi vi omenjate. Mogoče še kakšno besedo o duhovnem spremljanju? Ja, hvala za vprašanje. Duhovno spremljanje vsekakor tudi bi mogoče podobno kot prej povedal, da ni, kot je bilo v preteklosti ali pa znotraj religijskih sistemov nujno razumljeno kot del neke institucionalne religije. Vemo, da duhovno spremljanje recimo v krščanstvu ima točno določen pomen in smisel in je formalno tudi velikokrat potekalo, nekateri poznate, kot odnos z duhovnim spremljevalcem, ki je bil ponavadi spovednik, torej znotraj nekega sakramentalnega tudi okolja. Medtem ko vse bolj pa v zadnjih desetletjih tudi pri nas opažamo, da to duhovno spremljanje ni vedno del institucije, institucionalno organizirano, ampak je lahko duhovni spremljevalec, posebej v starosti, tudi nekdo, ki ni formalno postavljen v to vlogo. In zato na nek način opolnomočiti ljudi, ki se srečujejo ali pa srečujemo s starostniki v tem obdobju, zato da bi prepoznavali tudi duhovne potrebe ali pa možnosti duhovne rasti starejših, se zdi zelo pomembno, torej prepoznavati potrebo starostnika, da pove, da mogoče reinterpretira, da ponovno pregleda svoje življenje, je lahko tudi mogoče vloga nekoga, ki je sorodnik, ki je
morda nek zaposlen in ima posluh za to v domovih starejših občanov in podobno. Torej, ta vloga duhovnih spremljevalcev, ki pomagajo starejšim se ozirati na svoje življenje, je lahko taka dokaj neopazna, ne? Ampak prepoznavati te potrebe starostnikov je pa stvar, za katero se da na nek način usposobiti, ne? Sigurno pa imamo tudi danes to duhovno spremljanje na nek način organizirano v različnih kontekstih, zelo različno, ne? Tisti, ki poznate mogoče bolj religiozno ali pa katoliško okolje, veste, da je to še vedno po župnijah na take in drugačne načine, duhovne vaje, potem recimo gibanja, različne svetopisemske skupine, ki se na dokaj nevsiljiv način posvečajo duhovnosti preko spoznavanja, to se pravi prepoznavanja duhovnega izročila, stoletnega duhovnega izročila. Ne vem, na Teološki fakulteti imamo duhovno akademijo, ki ravno tako odpira vprašanja indirektno, ne? Torej, osvetljujemo neka vprašanja, ki so družbena, ki se tičejo nas vseh in želimo pomagati predvsem ljudem, ki so tam, to so starejši, da bi na stvari pogledali še z drugega zornega kota, no. Tako da duhovno spremljanje kot mogoče manj institucionalni pristop, kot smo ga razumeli nekdaj, no. Tako kot vidite, lahko na starost res gledamo iz zelo, zelo različnih zornih kotov in vsak nam prinese nekaj novega in začnemo drugače razmišljati o tem obdobju zadnjih 30 ali pa 40 ali pa 50 let življenja. Jaz bi povabila tudi publiko, da mogoče postavite vprašanja ali pa da poveste svoje izkušnje, ker ste tudi raziskovalci, se ukvarjate z področjem dolgoživosti in imate gotovo tudi kakšno svojo misel, ki bi jo bilo dobro deliti. Hvala lepa. Hvala, lep pozdrav. Sem Martin Lipovšek, tudi jaz raziskujem področje dolgoživosti. Pa me zanima, govorite o dolgoživosti in izobraževanju starejših. A ni neka logična napeljava na to, da se po izobraževanju začne neka druga kariera? Sploh, če to gledamo v luči tega, da se življenjska doba podaljšuje in tudi zdrava življenjska doba se podaljšuje, a ni to pa odpira neka možnost za človek, 30 let dela neki, pa se izobražuje, pa dela nekaj tretjega naprej. To je najbrž zame, ne, vprašanje, druga kariera. V sodobnem svetu je zelo običajno, da se druge kariere začnejo tam nekje po 40. letu ali po 55. letu in tudi prakse univerz v svetu so, da se ponujajo nove vrste izobraževanja za ljudi približno po 55. letu, tako da to je ena vrsta izobraževanja, ne, za drugo kariero. Zelo, zelo uspešne so tiste univerze, ki ponujajo nabor možnosti, kreditov, izobraževalnih programov, ki jih lahko posameznik sam nabere v nov profil kompetenc, znanj, zato da opravlja neko novo delo v okolju. Taka dela so lahko na primer svetovalec, mentor, vodja nečesa, ker v nekem obdobju v življenju upadejo, hitrost gotovo upade, narašča pa modrost in lahko si odličen mentor nekomu, če pridobiš nove zmožnosti. To je trend na univerzah, da se ponuja izobraževanje za drugo kariero. Ja, Urša Bratun, tudi iz zdravstvene fakultete. Jaz bi se najprej zahvalila, da ste organizirali tole okroglo mizo, ker se mi zdi, da ste tako lepo predstavili res ta interdisciplinaren pogled na staranje in tudi potrebo po tem interdisciplinarnem pogledu, ker ko sem vas poslušala, vsak je dodal nekaj v ta mozaik in se je potem skupaj sestavilo eno tako celoto. Še posebej bi se pa zahvalila dr. Grdini, ker se mi zdi, da ste pa tako lepo, oziroma si tako lepo starizem predstavil in omenil tudi starizem na delovnem mestu, ne? Ker jaz se pa na primer ukvarjam s tem podaljševanjem delovne aktivnosti in je tukaj res zanimivo, ne, da po eni strani živimo dlje,
Po drugi strani pa, kdaj se nas začne to doživljati kot stare na delovnem mestu, ta meja kronološka pa vedno bolj pada in po nekaterih tujih raziskavah delodajalci že med 40 in 50 letom doživljajo svoje zaposlene kot stare, ne. Tako da pač s tem se vsi srečujemo na delovnem mestu, ne, ni zdaj zato nujno postavljena neka meja 60-65. Me pa mogoče samo zanima, kakšno je vaše mnenje, ne, tako sem razmišljala, ko sem vas poslušala, če je tudi mogoče neka nevarnost, recimo, ko se oblikujejo izobraževanja ali pa programi določeno samo za nekatero starostno skupino. A to mogoče s tem lahko poglobi neko segregacijo ali nekako prepreči, ne, bolj neko medgeneracijsko sodelovanje, ne, če imamo pač izobraževanje zdaj, ali je zdaj potreba po tem, ali kako na to gledate? Okay, najlepša hvala za vprašanje. Kot sem že prej poudaril, se pravi, z kronološko starostjo omejevati neke stvari je izjemno problematično, ne. Hkrati pa živimo v družbi, ne, ki je pravzaprav organizirana s pomočjo tega, da določamo točno to neke starostne skupine, ki nam pomagajo včasih kategorizirati, včasih najti nek tak zelo očiten skupni imenovalec neki skupini, ki je sicer izjemno heterogena, ki lahko da ima zelo, zelo malo skupnega, pa vendar ne, je to eden od načinov, kako zdaj označiti določeno skupino za nek cilj, ne. Tako da jaz bi rekel, v nekaterih recimo teh programih je to lahko zelo, zelo dobrodošlo. Če mi ugotovimo, da se neka skupina, neka starostna skupina recimo na delovnem mestu sooča z starostno diskriminacijo, da je deležna, ne vem, mobinga in česa drugega, ne, in potem targetiramo z nekimi intervencijami, ne, da pravzaprav na način pozitivne diskriminacije tej skupini pomagamo, ni v tem pravzaprav nič narobe, ne. Moramo pa paziti, da ne rečemo ta starostna skupina brez da bi imeli to dobro, ne da bi pravzaprav zares dobro razmislili o tem in potem recimo udeležbo omejujemo recimo mlajšim ali pa še starejšim recimo za neko tako zadevo, ne. Tako da jaz bi mogoče samo še dodal, mogoče k vsej tej zgodbi, ko spremljamo zgodovino starosti, staranja in tudi lahko spremljamo, kako se je skozi čas spreminjal pravzaprav nek pomen, ki ga je imela sama recimo upokojitev, ne. Recimo danes govorimo o drugi karieri, o kompetencah, vidimo stare ljudi kot vir, ne, ki ga lahko pravzaprav izkoristimo, ne. In ta pogled je lahko tudi nevaren. V tem stilu, da bomo pa zdaj kar naenkrat zahtevali recimo od starih ljudi, da morajo te vire izkoristiti, ne. Tukaj moramo biti zelo pazljivi, da jim damo možnost, da razvijajo recimo svoje vire, kompetence, da se učijo, da se izobražujejo, ampak ne, to mora biti nujno njihova izbira, ne pa recimo prisila, ki jo podpremo z raznimi recimo tudi političnimi instrumenti, kot je podaljševanje recimo delovne dobe, ne. Tukaj je pa potem to že lahko kontraproduktivno, ker prihajamo iz te dejavne starosti, ki je lahko, tako kot je profesor Nives omenila na primeru naše igralke, a ne, lahko radoživa, vesela, modra, pestra, ne, do neke prisile, ne, ali pa nekega prisilnega dela, kjer pa morajo biti ti viri in kompetence starih ljudi izkoriščeni točno za nek določen namen, ki je družbeno koristen ali pa ki je koristen za delodajalce ali pa bilo koga. Ja, hvala. Ja, se zelo strinjam, da je ključno res tukaj izbira, ne. Da pa pač tudi nekateri pa ne želijo se vključevati v katerikoli starostni skupini. Hvala za vprašanje. Izvolite. Urša, lahko ti podaš. Hvala, Boris Milikić. Tudi raziskujem samo na svojem področju bolj sebe, ker sem v penziji, torej zmožnosti na tem področju. Drugače, tako kot spremljam, to je v bistvu veliko govorijo o
dolgem zdravju in posledici dolgega zdravja pol dolgoživost. Ampak kar sem hotel reči, je v bistvu to, da veliko se tukaj govori oziroma o tehnologiji, pomoči tehnologije, samo problem je, ker pa bomo odvisni oziroma so že, jaz mislim, koliko se pelem z avtobusom, vsak tudi starostnik samo še brska po telefonu, odvisnost od tehnologije, prevelika sigurno. Ker to sem pol opazil recimo pri tečaju španščine, in v bistvu so se pol skupina odločila za eno učitelj, profesorico, ki je v bistvu bolj hvalila Google kot pa nas, ker so večina pol to, sploh ko je bil Zoom, po Zoomu to, oziroma po Googlu to pač sestavili neke sestavke, ki je na temo dana profesorica in je pol profesorica vsega lepo pohvalila, ne. Tako da v bistvu bi se mogli odločiti enkrat za odklop, saj nekje imajo že to, za par dni recimo v tednu, od te tehnologije, ne, ker je čist drug način življenja, mislim, jaz opažam to pri sebi, ne, ko se pač odklopam od tega, da je to drug način življenja, ker zdaj je tega povsod, ali gremo v hribe, pa z nekim navigatorjem, ali gremo na avtobus, pa spet z nekim navigatorjem, skoraj ne razmišljamo več svojo glavo, samo še Google. Recimo učenje španščine, če češ odgovoriti špansko, moraš znati 1000 besed in se jih moraš naučiti na pamet. Ampak večina ljudi, tako kot sem bil v tej skupini, je bila proti temu učenju na pamet. Ampak recimo, če pa pogledamo nazaj 1000 let, recimo razne filozofe, retorike, to so pa cel dan ali pa cel dopoldne govorili svoj tekst, brez da bi imeli napisanega, ne. To so pač imeli neke metode, ne, kot je recimo palača ali karkoli miselne, ne, da so si lahko to zapomnili. Ampak to je vse del treninga oziroma vaje, kot pravijo, vaja dela mojstra, ne. Ok, hvala. Hvala lepa za vaše mnenje, zelo dragoceno. Najbrž, da bomo morali naslednjič vključiti še kritičen razmislek o tehnologiji, gotovo je to velik izziv, transhumanizem in podobni razmisleki, tako da hvala za vaše mnenje. Zdaj smo čisto pri koncu. Jaz predlagam samo še en stavek vsakega od naših, eno poved, vsakega od naših sogovornikov. Kaj za vas pomeni starost? Mogoče začnemo z najmlajšim. Najlepša hvala. Jaz se bom temu vprašanju pravzaprav malo izognil, pa bom izkoristil to zadnji moment, ki ga imam, da vas vse, če vas zanima, povabim 8. decembra v knjižnico Otona Župančiča ob 5. kjer bom predstavljal pravzaprav rezultate svojega doktorskega dela, o tem, kako se spreminjajo in kakšne so podobe starosti v slovenskih dnevnih časopisih, in obljubim, da bom do takrat tudi razmislil o tem vprašanju in takrat podal odgovor nanj. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za to vprašanje. Zame osebno na temelju tega, s čimer se ukvarjam, vsekakor starost pomeni ena nova priložnost, ne, pogledati na stvari, ki sem se jih izogibal v življenju doslej z drugega zornega kota, tako da priložnost vsekakor. Hvala. Verjetno največja zmaga v življenju. Bomo s tem zaključili, ker je lepa misel. Vsi imamo možnost, da po 60. letu začnemo kaj novega in izberite ta krasen sejem, zato da najdete kakšno novo idejo in da si privoščite odmik, tako kot je gospod prej opozoril, brez tehnologije. Vse dobro in želim vam tudi lep december in vzemite si čas zase.